Pozdravljeni gledalci v novi epizodi MCC vam pove podcasta. Z nami je Marjetka Gmajner iz Tehnoparka Celje. Živijo, Marjetka. Pozdravljeni. Me veseli, da si se odzvala na našemu povabilu. Ja, hvala vam, da ste me povabili. No, smo zelo veseli res vsakega sodelovanja z MCC-om, tako da hvala. Super. Marjetka, Tehnopark se nahaja v središču Celja. Kar nekaj časa smo mimo hodili in se spraševali, kaj bo pa tu nastalo, ne? To je pač v zgradbi bivšega Teja. Zdaj, kako dolgo ste že zdaj tam? Že kar nekaj časa, ne? Ja, res je. Ta zgradba je že od nekdaj burila neke duhove v samem mestu. Včasih, ko se v bistvu se vsvetilo, so rekli, da je to kot nek žitni silo sredi mesta. V bistvu ni bila najprej všečno, ampak vsi se jo zapomnejo po teh tekočih stopnicah, ne? Ker to so bile prve tekoče stopnice v Celju. In menim, da ne bi mogla biti boljša izbira za lokacijo Tehnoparka, znanstveno-zabavnega parka, no, ker je pa tudi zdaj res arhitekturno zelo zanimiva stavba, lepo obnovljena, tako zunaj kot znotraj, in je res prava izbira tista, ko je mogla biti, no, za znanstveno-zabavni park, za neko tako zadevo. Tako se lepo so obnovila, ne, taka zelo mogočna je in po središču centra, kar mislim, da privabi še več turistov in obiskovalcev. Mi pravimo kar čarobna kocka sredi mesta. In je res, no, v bistvu, ko vstopiš, res se zgodi neka čarovnija in se mi zdi prav, da smo jo tako poimenovali. Tehnopark kot sam. Povej mi, kakšna je bila v bistvu sploh ta idejna zasnova Tehnoparka? Kako se je v bistvu zgodba začela, kaj je bila ideja? Ja, Tehnopark se je razvil v bistvu v okviru projekta Generator, no, tako se je najprej imenoval, in sicer v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kaj je bil namen v bistvu te politike oziroma tega projekta, evropskega projekta? Hoteli so v Celju izboljšati urbano okolje, ustvariti neko trajnostno in bolj zeleno okolje v prihodnosti, ki bo pa prijazno prebivalcem, ne? In Tehnopark je bil v bistvu del tega videnja oziroma strategije, ne? Naš namen je pa predvsem mladim omogočiti pridobivanje znanja na zabaven ter privlačen način, ne? In jih navduševati za naravoslovno-tehnične poklice. To je naše poslanstvo, da jih navdušimo, da res kako so ti poklici pomembni v našem okolju za prihodnost, za trajnostni razvoj, ne samo naše okolice, ampak v bistvu naše zemlje, ne. Zdaj, tako, če tudi malo greš po svetu, ne, vsako mesto oziroma mesto, ne, ima tak en tehnopark, je lahko malo raziščeš te tehnične, tudi fizične elemente, kako bi rekla. In se mi zdi, da je mesto Celje tudi potrebovalo nekaj takega. Je to bolj namenjen dijakom ali recimo predšolskim otrokom, ki se še pač nekako iščejo, kaj bojo šli? V bistvu Tehnopark je primeren in namenjen vsem generacijam. Od predšolskih otrok do starejših občanov oziroma obiskovalcev, vsi so navdušeni. Moram reči, da tudi za skupinam upokojencev imamo zelo dobre izkušnje in se res zabavajo pri nas in vedno hvalijo in še prihajajo. Res pa je, da je naša tista primarna ciljna skupina, šolske skupine, za njih pač imamo tudi posebej prilagojene programe in z njimi pač tudi veliko sodelujemo, no? Ampak dejansko res primerno za vse, tukaj se lahko vsi zabavajo. Okay. Vi ste Tehnopark odprli v mesecu? V septembru, ja. Pa smo imeli en mesec pa pol dober, no, odprt, predno se je pač zaradi žal teh situacij smo mogli zapreti vrata, ponovno smo pa odpirali v januarju. Se pravi, glih ste fajn zalaufala, ne, pa se je spet zaprli. Ja. Zdaj ste ponovno spet odprti. Upam, da ne spet za kratek čas, kot je bilo to nazadnje. Tudi mi tako upamo, ja. Ja. Zdaj,
vi ste se mogli v bistvu kar hitro pač prilagoditi, glih ste fajn zaštartali, ne? Pa ste se mogli prilagoditi tem spletnim vsebinam. Na kakšen način ste se prilagodili? Kaj ste izvajali oziroma kakšne projekte? Tako, ja, v bistvu, tako kot vsi, smo se mogli tudi mi prilagoditi. Definitivno je Tehnopark res en velik projekt našega mesta in je pač res bilo potrebno, da ohranjamo stik z našimi že nekdanjimi obiskovalci in bodočimi z javnostjo, ker drugače v bistvu se lahko nekako pozabijo neke zadeve, ne. In ta stik je bil zelo potreben, sploh glede na to, da smo bili tak kratek čas odprti, smo mogli veliko na vsebinah delati. Tako da smo pač delali na spletnih doživetjih, no. Naše vsebine so bile predvsem eksperimenti, ki so jih lahko pa tudi gledalci izvajali doma. Torej, vse, kar najdeš doma v kuhinji, ne vem, v kopalnici, da najdeš, smo pač prikazali na tak način, ne. Tako da hoteli smo res narediti neko osebno interakcijo z našimi gledalci in moram reči, da je bil odziv res neverjeten, nismo pričakovali, smo bili res zadovoljni, smo se pa v tem času tudi mi veliko naučili, ker v bistvu ti eksperimenti, ko smo jih izvajali za spletna doživetja, smo jih zdaj nadgradili, no, in imamo zdaj v bistvu znanstvene šove v našem parku. Se pravi, da so ti eksperimenti varni za otroke? Tako, ne, kar smo pokazali, v bistvu prek videa so lahko tudi otroci izvajali doma in so bili varni, ne. Tako da, ja, to je bil naš namen, ne, da je varno, da lahko tudi sami doma poskusijo in se nekaj naučijo, ne, in da jih navdušimo v bistvu, kot sem rekla že prej, za te poklice, za te vsebine, da je znanost res noro zabavna, ne, in to je to, ja. Te eksperimente, ko jih pa izvajamo zdaj znanstvene šove, ne, pa niso zdaj vsi za izvedbo doma, ker tudi mogoče neke stvari ne moreš imeti, ne, nimaš na zalogi doma. Tako da ja, no, to pa je bolj za šov, tako da ja, to res priporočam, da si pridete pogledati, zelo so bili navdušeni naši obiskovalci tudi nad tem programom. Moram priznati, da smo tudi mi iz Celjskega mladinskega centra, ne, se odzvali vašemu povabilu in ob začetku, bom rekla, pred odprtjem obiskali vaš Tehnopark in smo res zelo zanimivo, pestro, poučno preživeli popoldan. Prekratko je bilo vsekakor, ne, še bi lahko človek se zadržal tam. Kakorkoli, trenutno je Tehnopark spet odprt, ne. Pred časom v zimskih počitnici ste imeli kar velik obisk, se mi zdi. Me zanima, kaj lahko otroci vidijo tam, v bistvu vaši obiskovalci? Tako, ja, res. Zdaj med počitnicami smo imeli res veliko obiskovalcev, v bistvu nismo pričakovali, če se šteje približno skupaj že, ko smo imeli odprt, zdaj imamo odprt slabe 3 tedne, se mi zdi, no, nekje tu, smo imeli pač skoraj 1000 obiskovalcev, no, več kot smo pričakovali, glede na situacijo, tako da ja, no, super odziv, res smo izredno veseli. Kaj lahko vidijo pri nas? V bistvu Tehnopark je sestavljen iz 3 platform. In sicer prva in druga platforma je znanstveno-zabavni park, tretja platforma je pa platforma 360, kjer pa so coworking prostori in pa kjer potekajo delavnice. Tehnopark meri kar 4000 kvadratnih metrov in ima 53 igralnih postaj. Kar je res, v bistvu je to največji znanstveno-zabavni park v Sloveniji, oziroma v tem delu Evrope, no, tako da noro. Potem, mislim, če se že obiskovalci odločijo, ne, za vaš obisk, si naj kar veliko časa vzamejo, ne? Tako, ja, ponavadi so zdaj tukaj od 2 do 3 ure, ne, v enem obisku dejansko ne moreš ti doživeti in sprobati vseh igralnih postaj, ker je pač park je res ogromen, no. Marjetka,
teh 7 enot zelo zanimivih, oziroma tako in vi rečete. Katere raziskovalne postaje pa so za mlade najbolj zanimive? Zdaj, ja, od teh 53 igralnih postaj lahko rečem, da vsak lahko najde zanimive postaje, ki pač njemu najbolj ugajajo. Recimo najmlajšim je najbolj zanimiv recimo eksponat, kjer se ločujemo smeti, ne? Ker potem tudi o pravilnem ločevanju ali pa napačnem ločevanju se spuščajo taki posebni zvoki in to je res najmlajšim najbolj zanimivo, ali pa tehnotrgovinica. Potem recimo za mladostnike, ne, so pa recimo vsebine, kot je VR, ne, ali pa planetariji, zelo zanimivo, kakšne barvne sence, to je recimo za Instagram tudi zelo popularno, potem tudi iluzije so zelo zanimive mladostnikom, potem pa starejšim recimo se zelo navdušujejo nad našim simulatorjem letenja, jadralnim zmajom, Technofly, ki je v bistvu posebej izdelan za nas, sodelovali smo s podjetjem A4Mix iz in v bistvu to je edini tak jadralni zmaj, simulator jadralnega zmaja v Sloveniji. No. Na to smo tudi zelo ponosni in res obiskovalci so zelo navdušeni nad njim. Tako da ja, vsak najde kaj zase in mislim, da tudi v Tehnoparku potem vsak najde tudi otroka v sebi, umilni mehurček, gre res čisto vsak, ne glede na starost. In mislim, da vsak se tam res lepo razveseli in so zelo navdušeni in je tudi en izmed naših adutov, ta umilni mehurček, no, so zelo navdušeni obiskovalci. Ampak res vsaka igralna oziroma raziskovalna postaja je tako neverjetna in posebna, da priporočam pač res vse, ne, ker tudi pri fiziki, matematiki se recimo, ne vem, pri Newtonu je zelo zanimiv eksponat, marsikaj naučiš in to spoznaš na zabaven način. Vi v Tehnoparku imate tudi ta planetarium, a ne? Naš planetarij je recimo tudi ena zelo zanimiv objekt, no, v Tehnoparku in je tudi zelo veliko zanimanja zanj. Je tudi v bistvu unikaten, posebej izdelan za nas, v bistvu tako zgrajen iz takih trikotnikov, že sama zgradba je zelo zanimiva. In v planetariju, ja, imamo več teh filmov, v bistvu, no, ko se vrtijo, več tematik, kot je recimo, ne vem, Zvezdje, pa potem Vstop na Luno, tako da ja, zelo zanimivo, no, in tudi samo ozvočenje v njemu in res posebno doživetje, čisto neke druge dimenzije vesolja doživiš pri nas in smo zelo ponosni tudi na planetarij, seveda. Pa se bo te postaje, ne, se bojo čez čas kaj spreminjale, bojo lahko obiskovalci videli kaj novega, drugačnega, se bo kaj zamenjalo ali kako imate planirano? Seveda v prihodnosti načrtujemo osvežitev, postaje se bodo spreminjale, načrtujemo tudi v bistvu kot gostujoče razstave, ki bodo prišle iz tujine in iz Slovenije, ne, torej veliko smo se začeli povezovati z drugimi podobnimi institucijami in parki, tako da ja, čeprav zdaj nazadnje smo bili samo 1 mesec pa pol odprti, ne, in še morajo v bistvu vsi priti na vrsto in doživeti naše eksponate, ampak ja, v prihodnosti seveda načrtujemo. Smo pa tudi zdaj, ko smo bili zaprti, v tem času, ko smo bili zaprti, smo že en nov eksponat imamo in sicer interaktivna tla, ki pa se skriva nekje v parku, boste pa mogli priti pogledati. Odlično, super, potem je čas, da spet obišemo Tehnoparku. No. Ja, res. Marjetka, kakšne projekte pa še izvajate? Videla sem na spletni strani, da lahko obiskovalci pri vas tudi praznujejo rojstni dan. Ne vem, če je trenutno to aktivno. Ja, trenutno ne. Tako. Veselje kuha, ne? Ja, tudi, v glavnem, ja, trenutno pač delavnic in rojstnih dnevov še ne izvajamo. Tako da pač, ko se bo sprostili ukrepi, bomo tudi seveda zelo veseli, da bomo lahko pričeli s tem, ker smo tudi pripravili nove delavnice med tem časom, res veliko vsebin, ki bomo izvajali sami in pa z zunanjimi izvajalci. Recimo, naša zelo pomembna delavnica je Lego robotika, ne? To imamo že od začetka in pač res otroci obožujejo Lego robotiko, ne.
Potem zdaj recimo tehnika je cool, z obdelovalnimi strojčki, to je recimo nekaj na novo, ko smo pač zdaj postavili v bistvu v medetaži in bomo tudi začeli izvajati, ko se bo lahko. Potem recimo na novo bojo delavnice matematike z gospo Alenko Knez iz SOS šole, tako da res ful zanimivih vsebin, ki pač samo čakajo, pripravljene so, postavljene in bomo začeli izvajati. Rojstni dnevi so pa res tudi zelo priljubljeni pri nas, zdaj imamo na izbiro astronomijo temo in pa gibko, vesoljni polet in pa gibko. Obe tematike so zelo priljubljene in pa potem je še en del, se izvede v parku, tako da ja, otroci radi praznujejo rojstne dneve pri nas. Tale kuha, kot si pa rekla, Petra, je pa v bistvu kot nek podporni produkt gastronomije. Razvit je bil predvsem z namenom ozaveščanja uporabi pitne vode v gostinstvu in pa trajnostnem razvoju, v pomembnosti lokalne hrane in predelave. Nekako smo pa potem ta spletna doživetja isto prilagodili zaradi situacije in smo v bistvu imeli res dober odziv, tako kot na platformi Tehnoparka, tudi na Cele kuha. Imamo pa v Tehnoparku na platformi 360 kulinarično učilnico, kjer bodo potekala razna izobraževanja in pa delavnice. To sem hotela vprašati, da imate v bistvu tudi prostore namenjene različnim kuharskim delavnicam, ki pa čakajo na odprtje in na vse nas, da se bomo naučili kaj novega skuhati. Tako, ja, v bistvu imeli smo že v septembru oziroma v avgustu 3 kulinarične delavnice oziroma izobraževanja, ki smo imeli res tudi dober odziv. Zdaj pa pač čakamo, da se tudi to sprosti, da lahko nadaljujemo. Kot sem rekla, pač Cele kuha je bil, smo v bistvu naredili to blagovno znamko v skladu z razvojem, z mehanizmom CTN. In dejansko naš namen je pač izboljšanje tega urbanega okolja, oživitev mesta, povečanje števila obiskovalcev. Pa še letos je Slovenija Evropska gastronomska regija, leto 2021. V marcu pa v Celju gostimo tudi Evropsko nogometno prvenstvo za mlade do 21 let. Pa nekaj mi je namignilo, da tudi vi nekaj pripravljate. Mi smo res veseli, da se bo to pri nas dogajalo. Sicer ne vem zdaj, kako se bo izvedlo, bo to bolj bojo lahko obiskovalci ali ne, ampak mi smo pripravljeni za obe varianti in ta teden, v bistvu od 24. marca, če se ne motim, bo potekalo v Celju, in v tem tednu bomo se mi tudi v Tehnoparku veselili tega in praznovali in smo rekli, to bo pa teden nogometni genij, In mi smo tle v bistvu hoteli se povezati na tak način, da kako se znanost in nogomet neverjetno povezujeta, tako da bomo v parku ta teden pripravili znanstvene delavnice na temo nogometa, že to, da žoga leti, je znanost, in kako v bistvu načrtujejo igro, potrebuješ znanje, in v bistvu znanost, se tle lepo zraven povezuje, fizika, matematika. Bomo imeli pa tudi recimo VR, Final Soccer Game, tako da to bo ful zanimivo, pa interaktivna tla na temo nogometa in veliko zanimivih vsebin. Vseh zdaj še ne bom izdala, ste pa res tudi vabljeni v tem tednu pri nas, mi se bomo potrudili, da bo tudi nogometno navdušenje pri nas možno doživeti na nek drugačen način, verjamem pa, da vam bo zelo všeč. Super, vsi mi že veselimo. Maritka, pa ko smo že zglih tu pri koncu, kakšni pa so zdaj pogoji obiska? Se moramo gosti oziroma obiskovalci prej naročiti? Kako je poskrbljeno za varnost? Tako res, zdaj v teh časih je zelo pomembna nam varnost, da se obiskovalci počutijo varne in da poskrbimo za to, ker le tako lahko poteka neka
nemotena zabava. Ne. Ja, zaželjena je prijava preko spletnega obrazca, ki ga najdete na naši spletni strani pod vstopnice. In tam se najavite, katero uro približno boste prišli, koliko vas bo v bistvu število obiskovalcev, v bistvu koliko vas bo prišlo, ne, bo to družina, boste vi posameznik, da lahko potem mi razporedimo zaradi izrednega zanimanja številsko, ne, ker smo omejeni glede na prostor. Ne. Sicer je velik prostor, ampak vseeno se držimo priporočenega pač števila, ampak tudi še dodamo, da je pač res čim več prostora za posameznega obiskovalca in skrbimo res za redna razkuževanja. Pri eksponatih imamo več razkuževalnih postaj, no, tako da zato je poskrbljeno za prezračevanje, za varnostno razdaljo, v glavnem vse, kar pač moramo imeti. Ne. Ste pa odprti vse dni v tednu, tudi za vikend? Odprti smo od srede do nedelje. Ne? Od srede do sobote smo odprti od 10. do 7. ure zvečer in pa v nedeljo od 10. do 6. ure zvečer. Marjetka, jaz mislim, da smo povedali veliko. Čas je, da spet ponovno obiščemo Tehnopark, da vidimo, kaj ste mnogo pripravili v času Evropskega prvenstva, se kaj mnogo naučimo. Tako da jaz tudi vabim vse poslušalce, gledalce, da se vidimo na Gubčevi ulici, ne, v centru mesta, v zgradbi Tehnopark. Hvala Petra, hvala celotni ekipi MCC in gledalcem. Jaz sem bila res zelo vesela, da ste me povabili in sem se res z veseljem odzvala. Tako da vabljeni vsi, kot vi, ekipa MCC in naši gledalci, poslušalci, da se vidimo v Tehnoparku in predvsem v tednu UEFA, ko bo še posebej zanimivo. Hvala, Marjetka. Hvala, adijo!